Voilà. Uhu, ole! Dobrodošle, ljube drage ženske, Sonja Nagaja in danes naša gostja Suzana in vse ženske, ki poslušate ta posnetek. Torej, danes začenjamo z drugim delom samita in ja, danes ga bomo otvorile z res prekrasno žensko, ki mene do konca inspirira in ki je res tak ena modra ženska v mojem življenju, ki me je še globje pripeljala v stik z modrostjo, z mojo maternico, z mojo krvjo. Tako da, Suzana, hvala, da si se odzvala klicu, da si danes z nami. Hvala, Eva. Prav, lepo se mi zdi, hvala za vabilo, a ne, pa super se mi zdi to, v bistvu tematiko, ki ste izpostavili, navdušena sem nad tem, kar tketa, ne samo s tem summitom, ampak s tem, kar tketa Vedbe z Manco, res se mi zdi, eno tako čutno vabljenje k telesu, k izražanju, k sestrstvu, k ustvarjanju lepote, k pogumu, k ranljivosti, a ne tako, res je lep ta vajin kahani portal, ki ga kreirata. Hvala ti, res je to posebno slišati iz tvojih ust, ko vem, da že toliko let hodiš po tej poti in te vidim kot eno pionirko na tem področju, pravzaprav v Sloveniji. Pač, da si to odprla, veš, da si ti nam odprla to nekako pot, tako da bi šla po gozdu, pa tiste žbuke odpirala. In je tako pol, ja, tako lepo to slišati in prejeti to tudi za tvoje strani. Da Ja, to prepoznaš. ja, to delamo, ne? Jaz to tako vidim, da v bistvu zelo pomembno v današnjem času, ki imamo res tako močno izpostavljeno pač ta individualizem, in se mi zdi, da nas je včasih kar malo sram priznati, da v bistvu obstajajo učitelji pred nami, ke da moramo mi vso toplo vodo pogruntati, a ne. Ampak jaz tudi ne bi bila danes tule, če ne bi imela na desetine žensk, v katerih krogih sem sedela, pila iz njihovega vodnjaka, pila iz njihovega švica, ustvarjenih stvari, a ne, projektov, radosti in trpljenja, a ne. In je to res v bistvu tako obilje, ko si dovolimo prejeti, koliko žensk pred nami je že hodilo, da lahko pol tudi mi tako nahranjene iz tega vodnjaka predajamo naprej, a ne. Kaj če rečem: to je zdaj vse moja modrost, jaz sem tule boginjo za Mindžo prijela, a ne, je v bistvu še vse glih to zelo malo, kakor pa če rečem, na desetine žensk je in one so imele na desetine žensk in učiteljic za seboj, v katerih rdečih šatorih mi sedimo, pa takole se potem navdihujemo druga drugo, a ne. Ja. Res je linija, ki se povezuje, in ki Mhm. se prepleta. In torej za začetek bi prebrala pravzaprav, kaj si ti napisala o sebi. Kdo je Suzana Grah? Kakšno bi bilo naše življenje, če bi vedele, da so naša telesa sveta, naša kri sveta, da smo svete me? Če bi naš glas izhajal iz globine maternice, iz kraja naše resnice, moči in živosti. Če kri ne bi bila nekaj, kar skrivamo, temveč nekaj, kar nas sidra vase. Suzana Grah je diplomirana dramska igralka, pedagoginja in voditeljica obrednih izkušenj, ki že več kot desetletje pod okriljem rdečega šotora prepleta umetnost, cikličnost in ženske iniciacije. V središču njenega dela so moč maternice, glas kot izraz notranje avtoritete ter zavestno vračanje v telo. Skozi programe, obrede in performativne projekte ustvarja iniciacijske prostore, kjer ženske krepijo zaupanje vase, v svoje darove in v svoj glas. Njeno delo na področju destigmatizacije ženskosti odmeva tudi v mednarodnem prostoru.
Med letoma 2023 in 2026 s svojimi deli sodeluje pri razstavnem projektu o menstruaciji El Left Flow v Muzeju evropskih kultur v Berlinu ter Mestnem muzeju Luksemburg. Juhu! Tako, tako. To je kratka verzija moje zgodbe. Ujeta v 150 znakov. Še dodatni znaki, kaj bi še dodala? Ne vem, ne vem iskreno, kaj bi. Ja. Dajva tkat, pa bova videli, kaj bi še dodali, a ne. Tako je. Ja, da navdihneva, da odpreva, a ne, da pač s tem, kar bova midve ustvarili, da navdihneva drugo in tiste, ki sedijo z nama v krogu, pa ki še bodo sedele z nama v krogu. Tako je. Torej, to je vprašanje, ki ga vprašamo vse ženske. Ker je res tako zanimivo slišati iz vsakega, kot ti rečeš, vodnjaka. Kaj je v vsakem vodnjaku na to vprašanje? In sicer, kaj je zate ženska senzualna narava? Kaj je zame ženska senzualna narava? Zame je ženska senzualna narava predvsem ženska, ki je živa. Ženska, ki je živa, ki dovoli, da teče njen sok življenja čez njo, ki si dovolimo čutiti, kdor smo, ki si dovolimo izraziti, kdor smo. Skozi vse te naše pokrajine, a ne, skozi to, kar je radost, skozi to, kar je divjost, skozi to, kar je življenje, skozi resnico tega, kdor mi smo. To mi je to, pa absolutno ta del, ki je povezan z radostjo, a ne, ki žubori, ki je pomlad, ki je potoček. Pač vidim tudi kot te neke različne oblike živosti, ki tečejo skozi nas. Zdaj, ko je pomlad, a ne, je ta sila, a ne, se prebuja, je strastno prebujanje. Tudi preplaši lahko to prebujanje, a ne, kako narava teče. In tudi me, a ne, lahko na tak način doživimo, kako je en tak sunek prebujanja, jaz to pomlad pa hočem živeti, a ne. Okej, moramo opozoriti vnaprej. Ko bova tkali, če imate kakšne mlade otroke, mlajše pa to, jaz znam vmes kaj kleti. Tako da imejte pripravljene čepke, da boste samo vi slišali te sočnice, a ne, ki tudi spadajo v žensko senzualno naravo. Ali pa bolj divjo, a ne. Mislim, da je senzualnost povezana tudi z divjostjo, s pretočnostjo, z biti živa. Z biti živa pod vsem, kar spada pod to kategorijo. Ja, toliko zaenkrat, po moje, na to. Res živost mi je to, ne, svoboda biti, kdor smo, in izraziti, kdor smo. In ja, no, to, 3 pikice. Ker meni tule piše, da a ti me dobro slišiš? Vsake toliko malo izgubim, ampak se napenjam ušeska. Okej. Da ogromno žensk je ujetih v enem takem kolesju družbenem, a veš, da včasih res težko najdejo to svojo živost, prostor za to svojo živost. Ja, kaj bi ti rekla na to tematiko, pač da kako si najdejo ženske ta prostor za svojo živost? V bistvu je potrebno odkriti eno magično besedo. Ne. 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 Ne, rabim čas zase. Rabim se ustaviti. Rabim iti na sprehod. Rabim narediti nekaj, kar me bo nahranilo, kar me bo napolnilo. Rabim iti plesati.
rabim iti v gozd, rabim iti na sprehod k reki, rabim iti na koncert, rabim čas zase, rabim čas zase, rabim čas zase. Ker v bistvu, a ne, senzualnost, pa tudi seksualna sočnost, če jo dam tle noter, a ne. Ne vem, kako bi rekla, ne bom rekla, da je to posplošeno, ampak kdaj se v nas prebudi želja po spolnosti, po intimnosti, kdaj začne skozi nas teči, jaz bi nekaj kreirala, jaz bi nekaj ustvarila, ker čutimo, da zavibrira znotraj nas, a ne. Sem prepričana, da ne takrat, ko smo utrujene. Sem prepričana, da ne takrat, ko imamo na svoji to-do listi 100 stvari, ki jih moramo še narediti. Od otrok do partnerja, partnerke, službe, to-do liste, obveznosti, notranjih pričakovanj, ki jih imamo od sebe, a ne. Zagotovo se bo pa zgodilo, da če si bomo nanudile dan spanja, kjer bomo nekomu drugemu preložile, pa se bomo naslednji dan popoldne ob 3 vrnili nazaj v ta svet, da se nam bo že znotraj tega naslednjega dne počitka začelo dogajati, jaz bi pa mogoče lahko to pa to. Kaj pa, če bi to pa to? Ja, jaz bi se pa ljubila, morda. A ne, se začne znotraj nas prebujati življenje. Ker zakaj imamo zimo? A ne? Da se narava spočije, ampak noter še vedno ful žubori. In enako je z nami. Če se, to je trening, a ne, se naučiti dati na urnik počitek. Počitek, fizičen počitek, spanje, ne delati nič, spanje, počivanje, nič pospravljanje, pa ne vem kaj še, kuhanje, pa ne vem kaj še vse moramo narediti, a ne, ker smo pridne, pa dobre ženske, a ne, pa matere, pa tako naprej. Torej, fizični počitek in potem hrana za duha. Hrana, to, kar nas hrani, kar nas hrani. Ker ko nas hrani, se bomo tudi spet navdihnili, a ne, spet se bo v nas nekaj prebudilo. Tako da bi rekla to, a ne, poglej v svoj koledar, kje je prostor, kdaj si boš dala, ne samo kje je prostor, ampak kdaj si boš dala ta počitek. Ker če ni na planerju, zdaj imam še to za narediti, ful je nujno, a ne, ta projekt moram dokončati, tole obveznost moram dokončati, ja, ta-malo gre zdaj v ne vem kje razred, ja, pa zdaj imamo izpite ta večji, a ne, ja, pa mož je ne vem kaj, a ne, ali pa partnerka je ne vem kaj, a ne. Življenje nikoli ne reče, da je dosti, razen če zbolimo, pa pač vemo, da moramo se ustaviti, a ne. Tako da to je res, to je prav tako pač disciplina, ki jo moramo ženske osvojiti. Ja. Zelo zanimiv rek sem slišala nedolgo nazaj, da ali se bomo učili skozi ljubezen, ali se bomo učili skozi bolezen. In to, kar si ti zdaj govorila, se mi res zdi tako. Ali si bomo dale ljubezen same sebi, ali bomo naredile to zavestno odločitev, a ne? In dale tako za urnik. Ker drugače bo pa prišla bolezen, ki nas bo ustavila slej ko prej, a ne? Da se bomo takrat naučile, da rabimo ta prostor, da rabimo to tišino, a ne? Ja, ja. Bi pa dodala vseglih en ljubeč tle noter, a ne, cukrček, a ne. Ker včasih pol ženske, a ne, slišimo kakšna navodila pa usmeritve, pa si tako, pa zakva pa jaz to ne, pa kaka pa sem, pa potem vzamemo bič, a ne, pa začnemo hopla konopla sebe tepsti, a ne. Če bi bila jaz, ne, zakaj to šele pri teh letih, a ne, zakaj nisem tega že prej, prosim, ne, res, ne, moramo imeti v zakupu, a ne, da večina nas ni bila vzgojena, da bi poslušale svojo naravo. Da večina nas ni bila vzgojena, ne samo, da bi poslušale svojo naravo, ampak da v bistvu je kapitalizem umetno ustvarjen ritem, ki ne spoštuje ne ženske, ne moškega, ki zasleduje samo profit. In na račun profita je pripravljen ubiti vse, kar je na poti. A ne, kar pomeni, da v bistvu, ko me
začnemo skrbeti zase. Prvič gremo zoper tradicijo tega, kar so bile naše mame in kako so one živele in kaj je bilo prav in kako mora ženska živeti in kakšna ženska mora biti. A ne? In na drugo gremo pa zoper sistem, ki pa v bistvu, a ne, saj vidimo, kako Instagram, Facebook, karkoli odpreš, je na desetine informacij, koliko smo bili produktivni, koliko smo bili pridni, koliko smo naredili, koliko smo uspešni, koliko smo pomembni, a ne. In je v bistvu vprašanje, koliko sem pa pomembna, pa vredna, pa dobra, če ne bom zadostovala kriterijem družbe, to pomeni, da sem iztrošena in da v bistvu, ko me vprašaš, kako si, da rečem, pa saj veš, utrujena, ne, ful imam za delati, a ne, kar je pogosto, a ne. Torej, da res še enkrat, da vrnem na to točkico, da ko slišimo kakršnekoli dobrohotne, ljubeče usmeritve in začutimo krivdo, sram, žlehtnobo, kako sebe se pogovarjamo s seboj, da je tako, čakaj, ljuba. To je morda prvič, da jaz sploh kaj takega slišim, ali pa prvič, da je dozorelo, da to tudi vpeljem v svoje življenje. A ne? In korak, študentka, brucka, a ne more biti brucka enako kot nekdo, ki ima doktorat. A ne, treba iti čez izpite, počasi, a ne, da se naučimo, ja, da se naučimo ljubeče skrbi za to ljubiko, ki smo mi, a ne. Ja. Si dvignila roko. Ja. In Zoom je zaznal, da želim govoriti. To je. Ole. Ja, res. To vračanje v mehkobo, a ne, v ljubečost, da res hranimo tega ljubečega, belega volka v sebi, ki nas, a ne, da gremo, tako si rekla, spet v to bičenje, ker se mi zdi, da, ja, lahko slišimo res to, pa uno, pa smo taki, oj, nismo še tam, zakaj še ne, mogla bi že to, pa to, pa to, in gremo spet nazaj v ta star vzorec, lahko, a ne, v ta staro paradigmo, kaj bi vse Ja. mogla, ampak je res tako, okej. To sem zdaj slišala, v pravem času bom to uspela integrirati. Ja. Da se Ja. vračamo k temu, a ne. Ja. Veš, saj, a ne, saj veš, ko si bila na menstrualni vodnici, pa ko smo se pogovarjali, jaz vedno rečem, ne glede na to, koliko je dolgo potovanje, ki ga imamo, ali je to nekaj urna delavnica, nekaj tedenska delavnica, nekaj mesečni program. Ena stvar iz tega programa, če jo vzameš in vneseš v svoje življenje, ti bo spremenila življenje. Ena stvar, ne 10 njih, ne 3, ne 20, ena stvar. In če to zalivamo, bo obrodilo obilno. Tako je. Itak bomo različna semena, semena dobimo tukaj, eno tam in potem počasi ta naša semena rastejo, a ne. Naši vrtovi se razvijajo, ker sem videla tudi, da imaš zdaj en program, ki prihaja, sanje semen, ker ti ogromno, pravzaprav tudi obrede, ki jih delaš in vse, kar delaš zelo v povezavi z naravo, z cikli narave, a ne, ker tako je pač naša maternica ciklična, naša ženska narava ciklična, je narava zunaj. Ja, ti dajem prostor, da se navežeš na to. Kaj si imela v mislih, v katero smer, da bi šli? Z povezavi ženskosti in narave, torej cikličnosti in ja. Okej, jaz tako vidim, da imamo ženske, da je v bistvu tako, prvo vprašanje, kaj je, torej ne glede na to, ali še krvavimo ali ne. Torej, da imamo za vse ženske, kar nas je, a ne, od mladičk do kjerkoli že smo v svojem življenjskem obdobju. Da je vprašanje, v katerem letnem času si. V katerem letnem času si. Neodvisno od
naše notranje cikličnosti, torej ali krvavim, ali sem v menopavzi, ali sem predmenopavzalna, kjerkoli torej sem, v katerem letnem času si. Ker drugače doživljamo življenje, če čutimo, da smo v pomladi, da se življenje znotraj nas prebuja, da se mi prebujamo, da čutimo upanje, da nekaj novega se bo zgodilo, da se bomo nekim novim avanturam zavezale. Ali če čutimo, da smo v poletju, da nekaj že konkretno zalivamo, z nečim smo že oplojene, nekaj že negujemo. Ali smo v jeseni, ko čutimo, da se življenje sesuva, da odpadajo stvari, odpada naša identiteta, odpada misel, kdor smo bile, odpadajo odnosi. Ali smo v zimi, pa smo v neki globoki notranji kontemplaciji sebe, v nekem globokem potovanju noter po sebi, zima, jesen v tem primeru tudi dosti povezana, ker je vprašanje, kaj odpada? Kdo sploh sem pod to identiteto, ki sem jo zgradila? In jaz vidim, da je to potovanje tega ustvarjanja neke identitete, ustvarjanja neke podobe, ustvarjanja nekega bitja, ustvarjanja neke ženske, ki smo zdaj, je ciklično. In kdor sem zdaj, zdaj sem prišla na vrh gore, res vem, kdo sem, res sem se tule, našla sem se, In potem bomo šle spet navzdol čez nekaj časa, spet bomo šle dol proti podzemlju, proti jeseni in zimi. Enako kot kar nas pa uči tako lepo, naš menstrualni cikel. Vsak mesec znova in znova odkrivanje, kdo za Boga sem v tem ciklu. Kdo pa sem, v koga se rojevam ta cikel. In kar je meni v bistvu pri tej naši cikličnosti tako darilo, zaradi tega, ker lahko cikel zajebemo, ga sfrčkamo, nič ne naredimo v svojem življenju, bluzimo, etc. In naslednja ob menstruaciji, ki nas itak pride v PMS-ju obiskat, kam si zafrčkala ta cel mesec, da imam možnost se ponovno roditi. In ponovno reči, okej, zajevala sem, nisem se poslušala, razdajala sem se, svojo ovulacijo sem namela za potrebe drugih, drugi so bili bolj pomembni kot jaz, In zdaj čutim žalost, čutim žalovanje in nisem si sledila, nisem se poslušala, nisem si bila zvesta. In je tako, okej, kri, hvala, da si pretekla, da lahko to spustim. Okej, ljuba, daj, zdaj ta mesec te bom pa bolj poslušala, povej mi, kaj so sanje, kaj so hrepenenja, kaj je molitev, kaj so avanture, ki bi se jim rada zavezala, kam te kliče tvoje srce. In to dvoje se prepleta, ti naši življenjski cikli, ki so lahko vezani tudi, absolutno je razlika, a si stara 25, a si stara 35, a si stara 18, 45, 52, drugačne stvari nas kličejo, da želijo živeti. Druge stvari so nam pomembne, da želijo živeti. In enako pač, kaj želi umreti. Ja, to je res trening naše moči. To je res trening naše moči. Pa tudi zavedanje, da takrat, ko smo v podzemlju, življenje še vedno teče navzgor. Življenje še vedno teče, še vedno hodimo v službo, še vedno imamo otroke, še vedno skrbimo za svet. Življenje teče. Ampak naš notranji proces je pa noter naravnan. In spet jaz tukaj vidim pomembnost sočutja, da razumem, jaz sem v podzemlju,
in da ne forsiram, da bi se obnašala, kot da sem v poletju, kot da sem v ovulaciji. Da spoštujem, da nekaj umira znotraj mene. In enako, ko pridemo ven iz podzemlja, spoštovanje, da življenje hoče živeti. A ne? Ker smo tudi tako, a ne, kolektivno gledano, družba tudi zelo podpira, mislim, ta neka kolektivna matrica, a ne, da dokler delamo s svojimi ranami, s svojimi travmami, smo trpeče ženske, se izpovedujemo prijateljicam, terapevtom, super, a ne, imamo več sogovornikov, a ne, ker vsi trpimo, vsi imamo jebe tle v življenju, a ne. Kdo je pa nima, naj odvigne to roko, a ne. Ampak da v bistvu da nismo zveste samo trpljenju, da zasledujemo, kam nas življenje hoče peljati, ko se pomlad zgodi noter v nas, ko naša minča začne delati, jo jaz bi kreirala, jo jaz bi živela, jaz bi nekdo, a ne, ne tako, ali pa tudi, če ni toliko, ali ta je bila zdaj brsteča, a ne, lahko je preprosto tisto, jaz čutim, da hočem nekaj skreirati, tole me kliče. Namenila bom temu energijo. Ne bom pustila, da gre življenje mimo mene. Ne, dovolila si bom živeti. To življenje, kdor jaz sem. Zasledovala bom to, kdor sem jaz. To užval. To je dovolj žensko, ki jo želim živeti. Pač se res vohamo, da smo tako, ok, kje so te stopinje, kam želim iti, ne? Ja. V tem širnem gozdu, ki je ta svet. Ja. 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 Pa tudi, a ne, če to živalsko misel, a ne, različne živalice smo, a ne, imamo srnice, imamo veveričke, imamo medvedke, imamo volkulje, a ne, ne rabimo se primerjati, če sem veverica, z eno volkuljo, ali pa z eno jaguarko, ali pa s kačo, a ne, pač moja živost me zanima. Moja. Kako se ta Ljubika želi izraziti, kako ona želi, da teče življenje skozi njo, a ne. Ne moja ona soseda Petra, ki je, oh my god, ki jo vidim, pa si mislim, zakaj jaz nisem taka, ja. Zato, ker si ti, a ne. Ja, hkrati pa tudi zame učenje, da na primer, če to prepoznam, to primerjanje, da se vprašam, wow, kaj je tisto, kar si je iz tiste ženske, kar bi jaz želela imeti, kaj jaz zasledujem in da pač po svoje vidim, kako lahko to živi skozi mene, a ne. Ja, absolutno, absolutno. Jaz mislim, da je to tako pač, jaz recimo vidim ta del, zavist, ljubosumje in vsa ta neka čustva primerjanja, ki se lahko ali se zgodijo, ne. Kot prvo, prosim, ne si nasest, a ne, ne nasest tej senčnemu delu, tako, ne nasest temu senčnemu delu, radovedne biti, kaj vidim, ko vidim to drugo žensko, a ne, a rabim nekaj pri sebi, jaz razviti, a je nekaj v seme, ki želi biti negovano, a moram nekaj uzreti pri sebi. Ker meni je to, ta del mi je fascinanten. Prejšnjič sem se z eno gospo pogovarjala, pa je povedala ene dele svoje zgodbe in meni je bila prva misel, ker je kar nekaj desetletij starejša od mene, kako ne vidiš, koliko veliko si naredila? A ne, ker to ne sijemo z lučko na to, kaj smo že naredile, kdo že smo. Ja, biti radovedne, kaj hočeš rast, ampak ne pozabiti videti, kaj smo pa že naredile, a ne. Kaj pa tudi ima tako, Marcina, čestitke, a ne. Ja. Ja. Pri tem meni pravzaprav ful pomagajo tudi dnevniki, to, da si beležim, kje sem bila nekoč, a veš, da si pišem in pol grem to si odpreti in sem tako, oh wow, tam sem bila, ne vem, tisto sem manifestirala, tisto sem želela pripeljati v življenje in tako gledam nazaj in sem tako, wow, glej, to sem že vse naredila, to sem že premaknila, slišala sem, šla sem
In pri tem mi tudi ful pomaga pač tudi moj menstrualni počitek, tako si rekla, pač to je za Ja, me tisti prostor, tista ja, vročina, ki, ja, kjer res utihne svet in jaz lahko slišim, ja, katera ženska postaja, želi postati skozi mene, želi ja, živeti skozi mene. ja, ja, ja. Mm. Ja, rabimo biti sebi priče, a ne, rabimo biti sebi priče, res rabimo ta del, je neprecenljiv, pisanje, opazovanje sebe. Jaz imam tako prakso recimo za ob vikendih, sobota ali nedelja, da pogledam res, ko kaj je bil ta teden, kaj so bili blagoslovi, zmage, kaj sem res tako hvaležna, da sem naredila, kaj so konkretne stvari, ki sem jih naredila. In potem drugo vprašanje, kaj so bili pa izzivi, pa kako sem se jih lotila. A ne, da jaz vidim, lansko leto sem lahko, celo leto sem lahko, pa sama beseda pogum, pogum, da sem bila to, pogum, da sem to naredila, pogum, 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 kar pomeni na desetine, stotine soočen s strahom. A ne. In potem tudi ta neka molitev, kaj pa je, kaj pa želim pa narediti. In tako, kot si rekla, ne, v bistvu, ko ti to res si sebi dlje časa priča, ko se začneš navduševati na to bubiko pogumno, a ne, tako, wow, glej jo, tla so ji bila spodnešena, ampak ona je ostala pa je rekla, ej, spet te izberem, ljuba, spet bom tle zate, a ne. Tako da ta del biti sama sebi priča je pomemben in pomembno je pa tudi to, da imamo priča drugih žensk, a ne. To nepredstavljivo, koliko nas to premakne, da imamo okrog sebe ženske, ki nam odslikajo ljubav, pa naš pogum, pa ne, da ja, to je trening še. Tako jaz to vidim, da to res, res vsaka od nas ve, do kje zmore prejeti podporo, a ne, koliko nahranjene zmoremo biti, a ne. Pa v vsem, v odnosih, v denarju, v prijateljstvih, v kreativi, v ljubezni, ki jo prejmemo. Koliko smo nahranjene. In tukaj, a ne, ko smo rekli za današnje to najino potovanje, da je iniciacija tudi, a ne, ta neka beseda. Jaz to vidim, a ne, vse te najine zdaj neke misli, pa tkanine, ki smo jih, ali pa niti, ki smo jih odprli, kako so povezani z začetkom te naše ženske poti. Ja, na eni strani že skozi to, kako mama funkcionira, kako je funkcionirala kot ženska, a ne, to je en vidik. Drug vidik pa, ko smo dobile svojo krvavitev, ko smo začele spreminjati, ko se je naše telo začelo spreminjati v času najstništva, v času pubertete, kakšne informacije smo dobile? Kakšne informacije smo dobili? A je naše telo lahko takšno, kot je? Ker, ko si me vprašala, kaj, a ne, vidim pod senzualnost, to živost, ta mladenka, ki se prebudi v času najstništva, kako življenje teče čez njo. In kakšno informacijo dobimo o tem življenju, kako sme teči ali ne sme. Kdo lahko smo kot ženske, kdo ne smemo biti kot ženske. Kako lahko izražamo svojo živost, kako je ne smemo. Kako se obnašamo, ko imamo menstruacijo, kako se ne obnašamo, ko imamo menstruacijo. Kakšne ženske moramo biti, da smo ta prave ženske. In te informacije, vso tišino, ves sram, vsa pričakovanja, vse te zgodbe vzamemo in prinesemo k naslednji iniciaciji, k porodu. In tudi k temu, kako v bistvu, komu dovolimo, da vstopi v nas. A ne? Če nisem nič vredna, lahko kdorkoli pride pa
v tole Postojnsko jamo malo pogledati. Na kakšen način potem vstopamo v spolnost, na kakšen način se ljubimo, na kakšen način zasledujemo ljubezen, intimnost, spolnost, vse vidike spolnosti, vse oblike intime. In potem spet na kak način pridemo k porodu, če se odločimo biti matere, če je to naša zgodba za to življenje. Kakšen imprint ostane potem, ko smo rodile. In potem, zelo veliko ogledalo med tem, kar je najstnica in med tem, kar vstopamo v menopavzo, predmenopavzno obdobje in menopavzno obdobje, zelo veliko ogledalo. Ker tudi tle, v menopavznem, ko začne energija šopati, bo šla povsod, kar je nedokončanih poslov, ki jih imamo. Vse je vezano na starše, vse je vezano na naše odločitve, vse na to, kje si nismo bile zveste, kje smo rekle ja, mislile ne, kje smo mislile ne, rekle ja in obratno, pač vse to stopi v ospredje. Kje si lažem, kje si nisem zvesta, kje imam pun k sebe in drugih, ki bi jih poslala nekam. In to so dobre informacije, zaradi tega, ker življenje hoče, da živimo svoje življenje, da živimo, kdor smo. Da živimo, kdor smo. Ne, da živimo na pol, ne, da se skrivamo, ampak da res smo, kdor smo. Tako da nas bo vedno spodbujalo k osvobajanju tega sranja, ki ga nosimo, Bog ve od kje in kaj. In prav se mi zdi, da to odpletanje niti, ko tako gledaš tistega, kar se je že spletlo pri teh iniciacijah, da bolj tako lahko odpletamo te niti z tem, da se res povezujemo z menstrualno krvjo, in da se vračamo k temu in lahko že tako sproti odpletamo, aha, ta nit mi še služi, ta nit več ne, in da tako počasi prepletamo ta svoj venec, kakorkoli bi rekla. Ja. Mislim, res se ni, ta pregovor, ko pravi, da ženska s prvo menstruacijo sreča svojo moč. In potem z vsako nadaljnjo menstruacijo svojo moč prakticira, da bi ob menopavzi postala ta moč. Ampak mi ne bomo postale ta moč, če ne bomo gledale in vadile svojo moč. Odločitev je in veliko darilo je res vse ženske, ki imate menstruacijo, ki to poslušate, prosim, odkrite njene darove cikličnosti, molite s svojo krvjo, življenje nam bo spremenila. Ker to jaz res, prejšnjič sem bila na enem retritu, ki smo mantrali, pa tako, pa sem se z enim gospodom pogovarjala, pa je hotel slišati, da mi je ta mantra spremenila življenje, Pa sem bila tako, dej, stari, veš, kaj je meni spremenilo življenje? To, da sem jaz začela čekirati svojo menstrualno kri na vložku, kva mi šla ga tle moj orakelj, Da sem jo nesla, zbrala, darovala zemlji, molila, jokala, prosila, pela, ljubila. To mi je spremenilo življenje. Mesec za mesecem biti sebi priča, Spuščanju sranja iz maternice, mojega in kolektivnega in predniškega. To mi je spremenilo življenje. Ja, hvala za mantro. Om namo. Življenje je spustila moja kri. Ja. Ne, te kar pristane, se mi zdi, da je to ključno, kar si povedala, da bi kar pristati. Ja, manjko me kar malo zebe. Ja. Vedno tako na srce, kar tako, yes, to je to. Ja. To je naša osnova, to pač je, ker ženske imajo, pač iz tega prihajamo, pač to je naša moč, to je naša prvinskost, naša kri, da se ljubimo z njo, da jo res sprejmemo.
Pa obraze ženskosti, a ne, obraze ženskosti. Res vsaka faza cikla nosi en delček naše moči. In nekaj časa vadimo samo počitek, a ne, menstrualno votlino, nekaj časa vadimo, katerim avanturam bi se pa jaz zavezala, nekaj časa vadimo, zavezala se bom, oplodila se bom, delala bom na tem, zalivala bom to, zvesta bom svojim sanjam. In nekaj časa vadimo, ne gre vse v kurac, to ni moje. To bom spustila to sranje, fuck off, a ne. In v bistvu, a ne, ni, pač ženska moč je ravno v njenih različnih obrazih. V njenih različnih obrazih, v naših različnih obrazih, ki jih imamo, v naših različnih obdobjih, ki jih imamo. Točno to. Jaz sploh ne morem verjeti, da počasi prihajava že do najinega konca. To je zletelo tako. Joj. Jaz sem videla sporočilo Lidije, hvala, Lidija, hvala. Hvala. Res, Dana, če je še ena stvar, ki bi jo predala, če predstavljaš si najin pogovor kot eno darilo, ki ga ženske prejmejo in zdaj narediva eno tako pentljo na vrhu, rdečo pentljo, kaj bi bila ta rdeča pentlja, ki jo vidi vsaka, tudi če sam pogleda to darilo in prejme? Ja. V bistvu bi tako rekla. Od tega, kar si slišala, kar sva natkali z Evo, kje si imela največjo telesno reakcijo? Kje je tvoje bitje zautripalo v prepoznanju? In to zasleduj in raziskuj in dovoli, da te inicira, da te uči, da te navdihuje, da te pelje. Ta ena stvar. Ja. Ta, a ne, ko začnemo mi poslušati, kako reagira naše bitje na nekaj, in ko začnemo temu dajati vrednost, pomen, zelo veliko se pozdravi skozi to. In zelo velike premike skozi to lahko naredimo zase. Tako, to me nagovarja. Ne vem zakaj, kaj je v tem, ampak grem raziskati, grem po tej poti, da vidim, kam me hoče pripeljati. In kje te ženske lahko najdejo, če jih je nagovorilo to, da želijo še več tebe slišati, še več tebe zaužiti v svoje celice? Torej, absolutno dobrodošle, da pridejo na mojo mailing listo ali pa da mi pišejo. A boš to jim tudi napisala, ali rabim povedati te stvari? Povem. Torej, na Instagramu sem dosegljiva kot Suzana Grau, tam tudi najbolj tako operiram, kar se teh družabnih omrežij tiče. Potem moj mail je alunatemple@gmail.com. In moj spletni dom je www.alunatemple.blogspot.si. Ampak saj pravim, najlažje lahko mi pišeš, pogledaš na spletno stran, mi pošlješ voice na Instagram, rada voicam nazaj. Ja, tu me lahko najdejo. Absolutno tudi dobrodošle, a ne, zdaj na ta spomladanski program, ki ga odpiram, ko bomo kmalu potovali, ravno s to energijo vprašanja, v koga se rojevam zdaj to pomlad. V koga se rojevam to pomlad. Tako da bomo malo naredile kompostiranja, a ne, spucale malo energije iz maternice in potem posadile to seme notri. Krasno.
res, če boš povedala. Ja, to sem hotela še reči, da tiste, ki pa a jih nagovarja, a ne pač prav spoznavanje potem cikličnosti, imam pa program Menstrualna vodnica, ki bo pa odprt, mislim, ki bomo potovali pa maja, bomo začele, ampak bom pa kmalu odprla vrata za zgodnje prijave, pa mi lahko tudi kar pišete, pa, a ja, pa seveda lahko se pofačkajo za te, za to darilo, ki so imam narejen tak PDF, kaj so naše ženske moči skozi različne faze cikla, a ne. Pa potem, da začnemo to prepoznavati, pa potem zasledovati znotraj sebe tudi. Tak. Ja, Suzana, res hvala za vse, kar delaš. Jaz sem tudi bila del tega, da sem bila del tvojega programa Menstrualna vodnica in res mi je dal, wow, ogromno. Pač noro, noro sem hvaležna, da si v našem prostoru, da hodiš to pot, da deliš svoje modrosti. Res, celo življenje ti je hvaležno za to, kar delaš. Tako da, in hvala, da si tudi del samita, da si podelila z našimi ženskami in verjamem, da bi vsaka dobila tisto iskrico, ki jo je rabila dobiti. Ole, ole. Ja, Eva, naj lepo teče samit naprej, lepo tkanje želim, hvala za vabilo, hvala za pogum. Hvala za pogum, hvala za fucking pogum, da ga delata, da ga delata, ker vem, a ne vedno vidimo samo to, kar je tle, pa wow, to je ful lepo, pa čudovito, ampak zadnji pa vedno stoji, milost boginje, veliko Švica. Tako da, brave, pogumno, hvala. Zaploskamo same sebi in vse ženske, ki so pogumno stopile. Hvala, ljube ženske, da ste bile zraven. Nagaja, Sonja, Doris, Lidija, Manja, Mojca in vse ve, ki boste pa še poslušali. Joj. Hvala. Um, Dobro.